zgodilo, da si se odločila, da boš naredil eno spremembo. In ko se res odločiš, zdaj bom pa nekaj drugače naredil. In kaj se zgodi? Drugi dan, ko treba to narediti, pa se zgodi življenje, pa se ti zgodi ena stvar, pa druga stvar, pa tretja stvar, ker naenkrat vidiš, da imaš toliko novih faktorov in rečeš, ne, danes pa tega ne morem. Se ti da je to odno že to? A pa, kako se tebi to zgodilo? Rečeš, da boš, danes bom pa ful zdravo jel. In pride, ne vem, 10 klicev vmes, 5 mailov vmes, skoči tam, pogruntaš, da nisi nič jel in pa imaš prvo stvar pri roki in ponovadi ni zdrava stvar. In poješ in nisi nič dobrega naredil. A se ti kdaj zgodilo to? Je še kakšna taka tema? Mislim, je ful zanimivo, no. Jaz sem se recimo že 100-krat začel hujšati, 102-krat sem šel že na dieto. Vse se tu vidi. Še je tu. Še je tu, vse parkirano. Dejstvo je, da vedno sem iskal izgovore. Sam sebi sem zgodbice prodaval. Ja, to nekako sam sebi zgodbice prodaval, ta najhuje, ja. Ful je bil dober primer. Zdaj smo bili par dni na predavanjih, zjutraj se zbudim, gremo na zajtrk v hotelu, da bom bil na power, kaj grem narediti, grem vzeti Nutello, da bom samo Nutello jel z žlico, da bom imel več energije. Imel energijo, da bom imel na power. Ja. Vprašanje. Od kje pride energija? Kaj bi kdo rekel? Pride od, po moje, da bi si rekli, da pride od hrane. Pride, ja, vse hrana je pomembna, niti ne tukaj od hrane. Ja, rečemo, za novo leto, od Božiča do novega leta, vsi sem ležijo, ima pa največ hrane za jesti. Ja. Nisem videl enega, da bi skakal. Od veselja. Mislim, ja, veš, kaj je pil preveč. Nekaj se zgodi, veš. Ponovadi, rečemo, ko pridemo iz takih dopustov oziroma praznikov, rečemo, kak sem na power, rečeš, me vse žuli, ne, tako se mi nič ne da. Gre malo spat. Ja, ker zdaj, ko smo utrujeni od te energije, od te hrane, ja. Ne pa od, tako bolj zanimivo. Malo bolj začne zdravo jesti, imaš tudi isto energije, še več, ampak bolj si zdravo rečemo. V bistvu, kaj sem htel reči, to moje Nutello je to, da sem pogruntal, da ne vem o dietah, o hujšanju, da enostavno ne vem. In dejansko, pol sem tisto Nutello nisem jo odprl, sem jo odnesel nazaj, ker sem se v tem trenutku pogruntal, bi mojca rekla, da pač naj probam argumentirati, zakaj mislim, ja, da bom imel energijo. Potem sem videl, da nimam argumenta, da ne vem točno. In ja, pogruntal sem to, da nisem ja klasificiran, nimam dovolj znanja, da bi lahko to jaz sodil, argumentiral, zakaj bi bo tista čokolada pomagala. Da sem pa odnesel nazaj in sem se odločil, da bom naštudiral različne diete, ampak da jih bom razumel. Mene ne sploh, zakaj sem točno to, zakaj sem pal na 102 dietah. Samo zaradi tega, ker na vseh teh 102 dietah sem šel, kaj moram jesti, točno to, kaj moram jesti. Ampak nisem pa noben mi ni razložil, jaz nisem hotel razumeti, nisem hotel narediti spremembe in nisem želel se naučiti, zakaj mi bo nekaj naredilo, zakaj moram to jesti, zakaj moram to piti, zakaj moram to delati. Pa še to, da naenkrat si hotel vse spremembe narediti. Ja. Spremembe je treba delati počasi pa konstantno. In ko smo že pri teh spremembah, za tega smo začeli ta video, je pa to, ko se ti odločiš, da boš spremenil nekaj, se ti zgodi naenkrat ful dosti stvari, da te testira, a boš ti to resno mislila, pa ne. In ena taka prispodoba je, recimo, če imaš lonc, ker pač so, si predstavljaj si poln lonc vode, vmes imaš take na koncu na dnu usedline. In imaš ene debele koščke, pa imaš mivko, rečemo, pa kamenčke, pa še en vmes pesek. In bi ti rad to malo pač stran dal, ne? Bi rad imel čist lonc une vode. Kaj boš naredil? Mogo boš vse skupaj premešati, ful dobro premešati in vzeti sito pa precediti, ne?
Pa imaš pa različna sita, ne? Kaj bi zdaj rad naredil, da v kamenčka stran, ali pesek, ali bi pred milko, ne? Pa moraš tukaj fine filtre imeti. Ampak ja, točno to se zgodi, ne? Ti dejansko moraš one usedline, če hočeš, da jih filtriraš, zdvigant. In to se zgodi. Se pravi, ti, ko se nekaj odločiš, boš nekaj naredil, glih, takrat se ti cel kaos naredi, ne? In to je dobro, in takrat je treba vse ustrajati, samo filtr nastaviti, ne pa reči, vse je v redu, kar se bo zgodilo, pač le zdaj ne morem drnil. Vse bojo tiste usedline s vsemi temi, ki bi ti rad, da ne bi imel, bojo šle nazaj na dno in boš ostal spet s tistim loncem s polnim usedline. In nič ne boš rešil. In toliko časa boš lahko spet to in spet si lahko boš zvrtil, se to ne gre, ne vem, zakaj trpimo pol v temu. Vsakič si zdvignemo tam mul in se skupaj in pomešamo in pa spet pade dol in nič ne naredimo. A ni lažje iti, ko res pride ta kaos in si rečeš, zdaj bom pa step up, pa bom to zdaj spremenil in to, daš mu filter, se sfiltrira in ni več unega. Veš, in eventually, se pravi, s časoma ne bo več tistih kamenčkov, ne bo več tistih peska, ne bo niti unega mulja, milke in na koncu ti ostane čista stvar. Meni je ta zgodba changes. z mojega vidika, mi je pa, jaz si lažje to razložim na drugačen način. Ta moj cefulovika ima več teh layerov. Jaz sem bolj preprost, jaz sem bolj tako domača bi ja to rad. Imaš v glavi neko Po domače gre. Imaš v glavi neko prepričanje, ali pa neko prepričanje, ali sprememba whatever, in to rad spremenil. Zdaj najlažje se to predstavljati na ta način. Imaš vrč džezvo od kave, ki si kavo že spil in so ti na dnu ostale sedline od kave. In zdaj, če ti to obrneš na glavo, nekaj bo palo ven, nekaj bo postalo noter. Ampak ti dejansko nisi zamenjal, nisi v čisto stvari, ne moreš, posoda ni čista. In ti moraš zdaj čisto vodo, kot neko novo znanje, neko novo prepričanje, vse skupaj premešati, dobiš en cel cirkus iz tega, ki ti ga nisi rabil, ampak pač imaš cel cirkus in pol to stresi zven in je zgleda čista. In pol imaš ti lahko na novo, pa več ne rabim nutele jesti zjutraj. Ja, zdaj je pa sadje vedno. Pa sadje sem jedel, pa kosmiče. Ko bi jaz znal, da to tako dobro je. Ja, ker to imamo ena taka not prepričanja, ja, in treba jih čez ta sita razčistiti. Zajtrk sem imel brez kruha. To je po moje prvič, odkar sem se rodil, da sem imel zajtrk brez kruha. Ja. Jaz sem skoro mislil, da je treba 1 kilo belega kruha pojesti. Čim ga toplega izpeči direkt. Da, pa za te 4, zaveden, nezaveden. Aha, ja, to, ja. No in glavno, ja, ko so... Ko neče slušati, je nezaved prvi. Ja, se to, ja. Ko nekdo se neče odloči za nobeno spremembo, ker misli, da je dobro tam, ko je. Prvo moraš se zavedati, da bi rad nekaj spremenil, ne? Oziroma, to je vse posod. To je v podjetništvu, vse posod. Pri dieti, pri prehrani, čisto na vsa področja odnesiš, okej. In prvo imaš 4 stadije. Prvo imaš, da imaš nezavedno in je neznano. Takrat pač ti ne veš, da je sploh kaj narobe, oziroma ti je kar všeč tam vunemu safaru biti, pa niti ne znaš, da je safar. Ne veš, da bi... Ko ne veš, da ne veš, pač ne veš. To imamo večino, vsi ljudje, za večino stvari. To je first mode. Noter shranjeno. Ja. Večino stvari ne znamo, da jih je treba spremeniti. Ne znamo, se ne zavedamo, da jih moramo spremeniti. Niti ne znamo. Tudi ne znamo, kaj bi še spremeniti. To je prvo. Pa se začneš, mogoče, ne vem, greš na kako predavanje, nekaj prebereš, pa se zgodi in klika, čakaj malo, ne. Spravi pa ti je še zmeri, ti je zavedno, ampak ti je neznano. Ti se zavedaš, da bi mogel spremeniti, da ne veš, ja, to. Pa imaš pa tretja faza, je pa zavedno, pa znano. Ko ti probaš zavestno, da bom dal telo stran, pa bom šel pojesti sadje, rečemo, ne? To jaz zdaj delam, jaz sem zdaj v tej fazi. A pa zavestno, ne vem, zdaj sem se nekaj pač naučila, to moram zdaj tako narediti, to bom pa zdaj aplicirala, ne? Da rečemo, vožnje po levi strani po Angliji, to je zavestno znano. Pa znano, ja. Pa prej sem si prebral pravila, ampak jaz sem vsaki trenutku se mogel zavedati, da kaj peljem. Zdaj pa po Franciji, pa zdaj pa naslednja faza, ki bo Mojca rekla. Dobro, pa tudi proizvodnji, veš, pač, tudi vse v biznisu, pač, znaš, da moraš neki marketing, neki novo pršo, pač, vsako spremembo, znaš, da moraš to narediti, so ti povedali, kako moraš narediti, samo pač moraš narediti, se pravi znano in pa zavedno, pa imaš pa 4. fazo, ki je pa najboljša, ampak je pa res, da moraš tisti znani pa zavedni biti večkrat.
Tako non-stop, konstantno, Hitro te malo, gor pa ponavljaj. Ampak moraš ponavljati, skozi to delati, da ti pride pač v kri in to je 4. faza. To je pa, ko ti je pa nezavedno, ampak ti je znano, ko delaš pa avtomatsko. Kolikrat ste se peljali recimo od službe do doma, pa do doma do službe, pa ste prišli do doma pa ono, čakajmo, kako sem prišel do tu, ne? Ja, to je to. Pa buden si. Ja, itak, zavesten, buden, pelješ, vse normalno, ampak vmes pač, kar pripelješ se do doma, pa se spomniš, okej, ne? Mi dva smo včasih, grozno, mi dva smo včasih bolj na mesto, da bi domov šli iz službe, mi dva smo naredili še en krog, pa se vrnili nazaj pred firmo. Bomo gledamo, čakaj, mi dva smo mogli domov, kaj delamo še pred firmo? Ura pa je bena po noči. Ja, teda doskrat smo po noči delali in pa smo, tudi tu imam priložnost, da se zahvalim mojim staršem, da so čuvali naša 2 srčka, da smo mi lahko delali. Teda doskrat se je to zgodilo. Namesto, da bi šli domov, imaš default, domov je bil firma. To je pa pol, ko imaš avtomatsko in nezavedno. Spravi, ti se ne zavedaš, da delaš že avtomatsko stvari. Ampak znanost, pač dobre stvari. Pa recimo je to isto pri dieti. Enkrat si že tukaj notri trenira pa trening. Delaš že tukaj v treningu, da ne znaš, da avtomatsko pač delaš stvari. Še to? To je zaenkrat v spremembah. Ful jih je težko začeti. Da, v bistvu navadno. Meni eni govorijo, da je ful je težko jih začeti. Eni pa da jih bo zdržati. Eni pa da pol je težko zdrževati. Ja pravim, da po moje oboje. Vsako ima svoje izzive. Zelo najnavadni priročnik jutranje rutine, ne? To je bilo isto to, ne? Če vse te 4 stadije sem šla čez, ko sem ga delala in ko sem v bistvu sama za sebe ga pisala, ne? Isto pač sem se zavedala, da moram nekaj spremeniti. Ko prvo itak nisem znala, itak celo življenje nisem znala, pa sem se zavedala nekaj. Pa sem se začela to trenirati, takrat sem bila na zavedno in zavedno in pa znano. In zdaj avtomatsko mi je avtomatsko. Pač delam to avtomatsko. V bistvu, kaj je ena stvar pomembna tukaj? In brez tega ne morem, veš. In zdaj to je pa un del, ne. Ko pač moram nadaljevati, ne. In zdaj sem imela vmes pauze in spet skočimo. Zdaj bi recimo lahko to odpustila, ne, ampak ne, nočem. Hočem spet nazaj v ta moj tempo. In to. In to je pa un del, ko dejansko pa moraš trajati, ne. Prvič je bil korak narediti, pa vse to delaš, pa ko enkrat imaš preskok, pa nekaj prekineš, pa ti malo že težje pri tom, ampak takrat tudi moraš, da po moje oboje. Težko in začeti in pa nadaljevati. Še ena kratka stvar pri teh spremembah je to. Večina ljudi začne pride iz prve faze, nezavedno neznano, naslednjo, ko se nekaj težkega zgodi v človeku, v življenju. To se nam dvem se hkrati smo skozi težko izkušnje. In v bistvu nas je to bolelo, da smo mogli neko spremembo narediti. Pa smo se začeli izobraževati seminarje, to drugič, ampak to bi rad rekel. Mi pa zdaj ta video snemamo že 14 minut pa pol, če ti je ratalo priti do tukaj, da si do tukaj pogledal, tam zap čestitke, to sem res ponosni. Radi bi rekli to, da ti probamo s takimi videi, da nisi sam, samo to, da nisi sam. Pa da prideš iz nezavednega, neznanega, da začneš delati spremembe, ampak da nisi rabo iti čez boleče izkušnje. Cel pain, to fucking boli. Ker to, ali narediš spremembo, cenzuriramo, pip. Ker to ponovadi ljudje naredimo spremembo zaradi bolečine, ko je že tukaj neznosna bolečina. Da začneš delati, mora res biti močno. Ali pa močna bolečina, da rečeš, da mi je pa tega dost, ne? Ena stvar, druga je pa lahko zaradi pač pleasure, zaradi, ne vem, da bi lahko nekaj pozitivno pač nekaj. Samo večinoma čisto vsi iz bolečine spremembo. Mi pa smo iz bolečine, ni treba biti v bolečini, lej. Imaš nekoga, ki je bil tam v podobnem stanju in obstajajo ljudje, ki so na istem. To mi je najhuje. Jaz sem skozi mislila, pa ne, to smo samo mi dva, ne, pa tudi, če smo šli čez težko, pa ne, pa to vsak doživlja. Kaj bom zdaj jamrala v temu? No ne smeš jamrati, biti tof, pa gremo dalje, ne. Ampak ko vidiš, spoznavaš uspešne ljudi, pa vsi imajo take probleme, pa zakaj tega ni prej noben povedal, pa se ne bi tako počutila nesposobno, kaj ne? To se to. Pa mož pa ne bi tako pali nizko, če bi znali, da to ljudje normalno doživljajo. Pač, ne? To ti pa delajo seminarji, ko spoznaš ljudi, da je to normalno. Pri 16 minutah, če si pa res še tukaj... Pa povej nekaj močnega. Ne, mi res povedal. Lahko komentar nekaj napišeš, pa ti svetujemo kako knjigo prebrati,
ali pa lahko kot osebno sporočilo pošlješ, če imaš kakšen izziv, ti lahko kakšen nasvet napišem. Ja, to pa res je, z veseljem. Smo jih prosili čez nekaj. Tudi to bo za nagrado, evo, ker si res tukaj vztrajal z nami, vztrajal z nami, z veseljem priporočamo kako knjigo, kak nasvet, ne vem, če kaj rabiš, kar vprašaj.